Slovenija je dežela gozdov. Potencial za zelena delovna mesta v gozdno-lesni verigi je ogromen, saj se z vsemi slovenskimi gozdovi ne glede na njihovo lastništvo gospodari trajnostno. Vendarle pa smo v zadnjih 20 letih v gozdno-lesni verigi izgubili približno 30 000 delovnih mest. Sedaj je les iz slovenskih gozdov spet deležen velike pozornosti, a trend zaposlovanja je še vedno negativen. Z upanjem, da se trend obrne, predstavljamo 3 dobre prakse. Prvo je podjetje Silva Produkt, ki deluje na Igu v bližini Ljubljane in ga predstavljamo kot dobro prakso predvsem zaradi njihovega tesnega sodelovanja z oddelkom za lesarstvo ljubljanske biotehniške fakultete. V svojo proizvodnjo prenašajo tehnologije, ki so plod domačega razvoja. Najnovejši primer je tehnologija termične modifikacije lesa, s pomočjo katere se poveča odpornost proti škodljivcem in s tem trajnost lesa brez uporabe kemičnih izdelkov. To je inovativen in okolju prijazen način zaščite lesa. Termična obdelava lesu močno poveča uporabnost in mu posledično dvigne dodano vrednost. Takšni izdelki, narejeni na osnovi moderne, okolju prijazne tehnologije, so ključni za razvoj slovenske lesarske panoge. Kot drugi primer dobre prakse na področju gozdno-lesne verige predstavljamo izdelek, ki ga je zasnoval Luka Ločičnik še kot študent ljubljanske fakultete za arhitekturo. Njegov LL Stol je bil prvi slovenski projekt, ki je uspel na spletni platformi za množično sofinanciranje Kickstarter. LL Stol je preprost, eleganten in multifunkcionalen stol, sestavljen samo iz 2 kosov upognjenega lesa. Enostavno se ga zloži, poleg tega pa omogoča sestavljanje drugih pohištvenih elementov, kot so mize, klopi in regali. Skratka, LL Stol je fleksibilni element za sodobne bivanjske prostore. Na Kickstarterju je ideja zažgala in zbranih je bilo $22 000, kar je omogočilo začetek proizvodnje in trženja. Stoli se že proizvajajo in prodajajo v trgovinah in preko spleta. Zakaj je to tako zelo dobra praksa? Ker združuje lokalno obnovljivo surovino, to je slovenski les, tradicionalna obrtniška znanja, mizarstvo in sodobno inovativno oblikovanje. To je dandanes zmagovalna kombinacija, ki jo prepoznavajo številni odlični slovenski oblikovalci in vliva upanje za razvoj novih, okolju prijaznejših industrijskih izdelkov v slovenski lesnopredelovalni industriji. Kot tretji primer pa predstavljamo tujo dobro prakso, islandsko gozdarsko službo. V Sloveniji imamo večstoletno tradicijo trajnostnega upravljanja z gozdovi, ki nam je gozdove obdržala v zelo dobri kondiciji. Na slovensko gozdarstvo smo ponosni, saj se tujci prihajajo k nam učiti trajnostnega gospodarjenja z gozdom. Zakaj potem kot dobro prakso predstavljamo gozdarsko službo iz deželje, kjer so v sredini prejšnjega stoletja svoj gozd skoraj popolnoma izkrčili? Islandci so se hitro zavedli, da je bila to huda napaka. Svoj otok so začeli intenzivno pogozdovati in se na ravni države odločili, da je les in gozdarstvo za njih strateško pomembna dejavnost. Ker se lesna zaloga krepi v dolgih desetletjih, so sklenili, da se ne bodo osredotočali na lesno funkcijo gozda, ampak tudi na njegovo rekreativno in naravovarstveno funkcijo, ki prav tako omogočata razvoj gospodarske dejavnosti. Začeli so razvijati uspešne programe gozdnega turizma in izobraževanja v naravi, kar na Islandiji vsako leto privabi številne obiskovalce. V Sloveniji smo se doslej izrazito osredotočali na gozd kot vir lesa.
Dejavnosti, kot so rekreacija v gozdu, nabiranje užitnih samoniklih rastlin, opazovanje divjih živali in spoznavanje gozdne biotske raznovrstnosti predstavljajo priložnost za zelena delovna mesta, ki odgovarjajo na potrebe sodobnega človeka po stiku z naravo, da bi se zagotovili zdravje in izboljšali kakovost življenja.